Spoštovane in spoštovani, spoštovani gospod minister Zdravko Počivalšek in vsi ostali, ki ste danes tule fizično zbrani v centru Nordung v Vitanju in pa vsi vi, ki nas spremljate preko spleta v tem neposrednem prenosu, res prisrčna dobrodošlica na prireditvi ob izstrelitvi prvih dveh slovenskih satelitov v vesolje. V kontekstu današnje teme, torej vesolja in obeh satelitov, sem po mnogih letih zopet v roke vzel knjigo iz otroških let in sicer od Vida Pečjaka, ki jo je napisal leta 1956, gre za knjigo Drejček in trije Marsovčki. Pa naj vam v kontekstu aktualnih razmer, ki trenutno vladajo, preberem en delček približno na 3/4 tele knjige. Tako, za zanimivost in za začetek. Gre pa takole. Postaja Rdečega križa, je javil miš. Tu nas bodo razkužili. Vsak, ki se vrača z vesoljskih poletov, službeno ali zasebno, se mora zglasiti na njej. Pristali so na ploščadi sredi kolobarja. Nad njimi se je zaprla prozorna stena. Začel je pršeti droben dež. Miš je odprl vrata cigare in prijetno je zadišalo. Končano, je dejal miš, ko se je streha odprla. Včasih na Marsu nismo imeli tako strogih predpisov. Nekoč pa je neki popotnik prinesel iz vesolja strašno bolezen. Nešteto ljudi je umrlo, učenjaki pa dolgo niso odkrili zdravila. Toliko nekako o aktualni tematiki, ki jo je očitno napovedal že davnega leta 1956 Vid Pečjak. Verjamem, da ne bo umrlo nešteto ljudi. Je pa res, da zgodba svojo vsebino in Marsovčki meri precej dlje v vesolje, kot pa je Slovenija poslala. Oba satelita Trisat in Nemo HD pa vendar nosi izjemno pomembno sporočilo, ki je lahko v prevodu še kako pomembno za razvoj tehnologij in pa uporabo podatkov, ki jih bomo sedaj lahko uporabljali iz obeh satelitov. Torej, trije Marsovčki, miš, Maš in Šaš, so se prevažali z letečo cigaro. Tako Mašu kot drugim Marsovčkem ni bilo dovoljeno pristajati na Zemlji iz zelo jasnega razloga, ker na Zemlji vladajo vojne, ampak so Marsovčki to prekršili in so obiskali Drejčka na Zemlji, ravno zaradi tega, da bi ga obiskali in da bi ga opozorili na te stvari. In so Drejčka naučili, da na svetu ne bo nikoli miru, če bodo vsi ljudje mislili, da je nemogoče prepovedati vojne. Če hočemo doseči mir, ni dovolj, da ga samo ljubimo. Za mir se je treba boriti. Tako je zapisano v tej knjigi. No, izstrelitev prvih slovenskih satelitov sicer zagotovo ne bo prinesla globalnega miru, predstavlja pa vsekakor zgodovinski dosežek na področju slovenske tehnologije in razvoja in postavlja Slovenijo ob bok in pa med razvijalce vesoljskih tehnologij. Mikrosatelita Nemo HD in nanosatelit Trisat, o katerih bomo danes res še veliko govorili, z inovativno tehnologijo potrjujeta odličnost slovenske visokotehnološke panoge, njuna izstrelitev pa bo res pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju vesoljskih presežkov naše države. Pa bodi dovolj za začetek in ob tej priložnosti vabim k uvodni besedi, k uvodnemu pozdravju župana občine Vitanje, gospoda Slavka Vetricha. Spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovani direktor tega centra, dr. Dominik Kobold z ekipo, spoštovane in spoštovani gospe in gospodje, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, predstavniki sedme sile, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli danes tukaj v Vitanju. Vitanjčani smo izjemno počaščeni, da ste izbrali naš kraj in to hišo za ta veličastni dogodek, ki je zadnji kamenček v mozaiku večletnih skupnih prizadevanj, ki ste jih izvajali mnogi med vami in ki so rodili te izjemne
rezultate, ki našo lepo in malo Slovenijo uvrščajo med države, ki jim je bilo v preteklosti dano postoriti morda kaj več od nas in se razgledati po širjavah neznanega vesolja. Osebno se spominjam dogodkov izpred let, ko je bilo vse skupaj še velika neznanka, ko pravzaprav nismo vedeli kam se podajamo, kako negotove bodo naše poti v to neznano sfero. Pa vendarle zaznal sem že na samem začetku veliko entuziazma v dušah mnogih, ki ste danes tukaj prisotni, veliko idej in pobud že v tistih začetnih časih, ki so veliko obetale. Vesel sem, da ste našli dobro sodelovanje z ministrstvom, ki je bilo pripravljeno podpreti ta vaša prizadevanja, da ste nasnovali ekipe, ki so skupnim sodelovanjem ustvarile velik korak in velike rezultate, ki se jih morda danes niti v popolnosti ne zavedamo. Osebno sem trdno prepričan, da je danes današnji dogodek tisti moment, ko že razmišljate o novih podvigih, ko že snujete nove izzive, ki se nedvomno izkazujejo kot potrebni in kolikor vas poznam, vem, da se jih boste lotili, čim bo za to prva priložnost. Vsi skupaj smo vam lahko hvaležni za vse postorjeno. Osebno upam in želim, da bi vam uspelo v nadaljevanju postoriti vse tisto, kar ste si zastavili. Osebno bom vesel, če boste našli oporo v ministrstvu, tisto malega, kar lahko v to zgodbo prispevamo Vitanjčani, pa obljubim tudi v imenu ekipe tega centra, da bomo Vitanjčani z veseljem pridali v takšne in podobne skupne zgodbe, če se še kdaj ponovijo. Skratka, vse lepo in dobro, še enkrat iskrene čestitke, ostanite zdravi in doživite lep in zanimiv dan danes in vse dobro pri vaših novih snovanjih. Hvala lepa. Najlepša hvala županu za tele uvodne besede. Verjamem pa, da se bo k tej obljubi pridružil tudi dr. Dominik Kobold, direktor tegale odličnega centra Nordung, ki ga prav lepo vabim k uvodnemu nagovoru. Hvala za besedo. Spoštovani minister Zdravko Počivalšek, župan Vitanja Slavko Vetrih, vsi predstavniki podjetij, spoštovani. Prisrčno pozdravljeni v centru Nordung. Kljub vsem omejitvam sem počaščen, da nam je v teh čudnih časih uspela fizična izvedba dogodka, pa čeprav z okrnjeno zasedbo, ki pa ne zmanjšuje pomena enega največjih tehnoloških dosežkov v zgodovini Slovenije. Iskreno čestitam vsem vključenim v razvoj satelita Nemo HD in Trisat, da ste uspeli to izvesti in uspešno tudi poslati satelita v vesolje. Slovenija v zadnjem času navdihujejo številni nepozabni dosežki športnikov, razvoj in izstrelitev lastnih satelitov pa predstavlja izjemen prestiž v svetovnem merilu na področju tehnološkega razvoja. To je zagotovo ena izmed pravih smeri krepitve odličnosti gospodarskega razvoja. Na tem mestu bi izkoristil še priložnost in se zahvalil za pomoč pri izvedbi dogodka Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in javni agenciji Spirit, ki je ta dogodek tudi finančno podprla. Z navdušenjem pričakujem predstavitev operativne faze obeh projektov in izvlečke okrogle mize, ki sledi.
Upam tudi, da se kmalu ob kakšnem novem vesoljskem mejniku zopet srečamo in da z današnjim dogodkom navdihnemo razvoj morda novih vesoljskih projektov. Hvala vsem za udeležbo in da ste prišli v Vitanje. Sklepam, da je bilo tole povabilo na ponovno srečanje mišljeno lokacijsko tu v centru Nordung. V veliko veselje mi je, pa da lahko napovem, dva predstavnika Evropske vesoljske agencije, in sicer nas bosta danes nagovorila direktor programov za opazovanje Zemlje pri ESI, to je Jozef Aschbacher, in pa direktor za tehnologijo, inženiring in kakovost, prav tako pri ESI, gospod Franko Ongaro. Prosim oba za uvodne besede in nagovor. Hello, my name is Joseph Aschbacher. I am the Director of Earth Observation Programs at the European Space Agency. 2 satellites from Slovenia have been launched on the 3rd of September 2020 with a Vega launcher from Europe's spaceport in Kourou, French Guiana. They are among the 53 satellites taken up into orbit with a new multi-satellite launch adapter. The Slovenian satellites are called NEMO HD and TriSat, and they are both technological demonstrators showing the capacity of the Slovenian space community. NEMO HD carries an optical imager which can acquire data at a resolution of up to 2.6 meters and in 4 different spectral bands. The satellite also has the capability to record videos from space, especially interesting when changes on the Earth's surface are happening very fast, for example, during natural disasters. TriSat is an in-orbit demonstration of Slovenian space technologies. It carries a high miniaturized imager that is able to gather information in 20 different spectral bands within the shortwave infrared. This part of the spectrum is suitable for the use in application areas like pollution monitoring, meteorology, and geological applications. Both missions are highly relevant for Copernicus, the world's largest Earth observation program, led by the European Commission and implemented together with the European Space Agency. Slovenia has contributed to ESA's Earth observation program at the last ministerial meeting in Seville in November, and I'm very confident that such a contribution will help the Slovenian industry and academia to further develop expertise and capabilities in this field. This will be an investment into the future, leading to a broader basis of space technologies. To broaden this basis of future exploitation of the data from the systems, ESA has some opportunities to offer. Among them are, for example, tenders, giving the opportunity to operators of these satellites to accelerate the uptake of data from their systems. This regards the use of the satellites to support security actors in particular, but there are also other chances for the wider commercial exploitation. We encourage the satellite operators to participate in these tenders. Under ESA's third-party mission program, there is the opportunity to qualify the data from satellites for wider use by the European Earth science community. This type of qualification can be supported by ESA. Last but not least, there are several other tenders related to the wider exploitation of these data, in particular dedicated tenders which are planned to develop super-resolution-based enhancements to satellite data. As ESA, we wish these satellites and the people behind them a very successful mission. We are looking forward to using results from your satellites, and we are wishing you good luck to have those satellites part of our family of Earth observation missions. Thank you very much. Hello and congratulations. I'm very proud to share with you this moment. 3 September was a very historical moment for ESA because we witnessed the return to flight
of our launcher Vega, but also the first test of our small satellite mission support system. And in particular, it was a proud moment to be contributing to the flight of the first 2 Slovenian satellites. This has been a great accomplishment for which we thank Slovenia, but also the Ministry of Economic Development and Technology, which without whom it couldn't have been possible. This is a fantastic mission, NEMO HD, which will fly a multispectral imager and have real-time video and combine the two for the first time, and TRISAT, which is experimenting how new technologies will react to the harsh environment of space. I would like to point out that these are small missions in size, but not in ambition and not in technical return. They both have a very important mission. NEMO HD will work in cooperation with our Copernicus missions, and TRISAT will produce a wealth of information for our future technologies. Both of them would have been much bigger missions just 5 or 10 years ago. They are so small thanks to extreme miniaturization and new technologies that they're flying. So we are extremely happy and proud to be cooperating with Slovenia on that. Let me say that I'm also very thankful to Slovenia to have contributed as one of the first optional programs to the General Support Technology Program, which is run by my directorate, the Technology and Engineering and Quality Directorate of ESA, where we help small and medium industries to make the jump toward space technology wherever they are coming from in terms of technology on ground. And once they made that jump, we help them as well to take what they learn back to ground for the benefit of everybody. Our engineers, our laboratories are ready to host you and to help you reach your goals in innovation. Let's go forward together to a bright future for everybody. Thank you very, very much. Iskrena hvala obema predstavnikoma Evropske vesoljske agencije, kljub temu, da tele zahvale ne slišita. Sta pa podala veliko zahval in pohval na oba satelita in čas je za nekako osrednji del tega prvega dejanja današnjega dogodka, predstavitvi obeh projektov satelitov, in sicer kot prvega vabim na oder k predstavitvi docenta dr. Iztoka Krambergerja iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in nosilca projekta TRISAT. Dr. Kramberger, predajam vam oder, predajam vam mikrofon in vse ostalo, kar potrebujete. Ja, lep pozdrav, spoštovani minister Zdravko Počivalšek, spoštovan župan, spoštovani prisotni, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom nekoliko teže razlagal s tem nagobčnikom danes, ampak misija TRISAT na kratko, v bistvu kako se je začela in kje smo danes. Zdaj, na začetku bi malo predstavil nekako to ozadje oziroma upravičenost samega projekta. Torej, misija TRISAT je nek pomemben korak k internacionalizaciji slovenske vesoljske industrije in pa izobraževanja. Tisto, kar smo nekako želeli doseči, je v bistvu dvigovanje ravni tehnološke pripravljenosti, kar pomeni, da nekako pridemo z tehnologijo do nivoja, ki je sposobno delovati v tem vesolju, torej v izjemno zahtevnem okolju. Želeli smo nekako doseči promocijo vesoljskega inženirstva, to pomeni, da v Sloveniji nekako navdušimo mlade v tej smeri, da pričnejo razmišljati o tem, da je tudi vesolje zanje dostopno. Pomeni, da razumejo, da se to da.
in pa seveda spodbujanje mednarodnega sodelovanja, namreč vemo, da so to precej zahtevni projekti, ki seveda zahtevajo zelo široke kompetence in seveda brez mednarodnega sodelovanja nam to tudi nekako ne bi popolnoma uspelo. Zdaj, sam TriSat kot v osnovi seveda predstavlja tehnološko demonstracijo novih tehnologij, namreč misija TriSat je v bistvu nekako rezultat tehnoloških trendov teh nanosatelitov. Torej, nanosateliti spreminjajo ekonomijo vesolja. Ta ekonomija vesolja postaja povsem drugačna in bom to prikazal potem na enem takšnem primeru. In seveda, Slovenci smo z razvojem ključnih tehnologij tukaj postali ena izmed takih, rečemo, izjemno pomembnih recimo tehnološko pomembnih igralcev na tem področju, saj smo v času, ko je nastajala sama ta misija, razvijali tehnologije in razvili dve specifični tehnologiji, ki omogočata danes tako majhno miniaturizacijo in seveda na ta način zniževanje stroškov rizika ter izrabo nizkih orbit. In to se lepo vidi na ameriškem primeru podjetja Planet. Planet ima danes okoli 250 nanosatelitov v nizkih orbitah in če pogledamo, katera vsa področja naslavlja, če obiščete njihovo spletno stran, boste razumeli, kaj so sposobni delati. Tukaj je recimo en tak primer, prvi njihovi sateliti snemajo z 3,7 metrsko razločljivostjo v 4 pasovih, torej v rdečem, modrem, zelenem in pa v infrardečem spektru in lahko slikate poljubno lokacijo enkrat na dan. To pomeni, izberite si lokacijo in slikajte. In enkrat na dan boste dobili, če tam seveda je lepo vreme, ni oblačno, in če v tistem trenutku tam sonček, boste imeli sliko. Seveda zdaj ti sateliti počasi izgubljajo svojo življenjsko dobo, ja, ta prvi, in seveda potem počasi tudi izgorijo, prihajajo novi. In kaj smo s tem dosegli? Izrabo nizke orbite v smislu tega, da pravzaprav tehnologija ne stara, kajti tehnologija gre naprej, satelitski koncepti pa so bili zelo stari, torej utirili smo velik satelit in ta je bil potem naslednjih 25 let nekje v orbiti in smo ga pač tam gori uporabljali. Z izrabo nizkih orbit in z nanosateliti pa v bistvu lahko delate to, kar se dogaja na trgu mobilnih telefonov. Vsakih 6 mesecev se soočite z novim modelom. Zakaj? Ker tehnologija gre naprej. In seveda tehnologija gre naprej in tukaj imate primer, da njihovi novi sateliti, ki jih utirjajo, imajo 50 cm razločljivost in 2-krat na dan slikanje. In spoj vidite en tak lep primerček, kako monitorirajo, recimo kako se izliva nafta oziroma olje iz tankera, tista ta prva slika. In ta druga slika, recimo monitoriranje, kako se odlomi en velik segment ledu na Arktiki. In to so recimo primeri, kako bi rekel, tega koncepta nanosatelitov v nizkih orbitah, kjer lahko pridete do oddaljenega opazovanja Zemlje v konceptu vedno bolj realnega časa. No in na tej osnovi v bistvu smo mi takrat začeli zastavljati tehnološke cilje, kot je recimo tehnološki cilji prvič, da demonstriramo slovenske tehnologije, namreč te tehnologije so pri nas. Mi jih obvladujemo, mi jih lahko uporabljamo in seveda mi jih bomo gojili. Kaj pomeni to, da jih bomo gojili? Gojili jih bomo zato, da jih uporabljamo v novih produktih in s tem ustvarjamo neko dodano vrednost, zato da to gospodarstvo lahko v bistvu nekako vzdržujemo. Naslednji tak tehnološki cilj je bil v bistvu prikaz zadnjih tehnoloških trendov miniaturizacije. Če si predstavljate, pa zelo težko boste morda to razumeli, ampak to, kar smo spravili v teh 3 litrčke volumna, je izjemna kapaciteta, ki jo srečate recimo pri 60-70 kilogramskih satelitih. In to je podobno dogajanje, kot so se spremenili mobilni telefoni, ko ste imeli pred 20 leti pač velike težke mobilne telefone, potem so postali izjemno majhni
na to pa so postali, bi jaz rekel, uporabne velikosti. In tako se bo dogajalo tudi na tem segmentu in tukaj smo vseeno nekako v tistem valu, torej nekako drvimo z trendi. Zdaj, zagotoviti tržne kompetence za nove izdelke je izjemno pomemben faktor v področju vesolja, namreč tehnološka pripravljenost se tukaj meri od faktorja 1 do faktorja 9 in ko dosežete faktor 9, pomeni, da ste v vesolju. In ko ste enkrat v vesolju, potem vam marsikdo reče super, kako deluje, deluje super, potem pomeni, da je ta izdelek tudi primeren za nadaljnje trženje. Seveda so pa tukaj tudi izobraževalni in znanstveni cilji, novo gospodarstvo rabi nove ljudi in nove inženirje, to pomeni, s to misijo smo omogočili, da študentje, da se ukvarjajo s tovrstnimi vesoljskimi izzivi, gre na drugi strani tudi za znanstveni cilj, namreč gre za prvo takšno hiperspektralno kamero v kratkovalovnem infrardečem spektru, tovrstne kamere pravzaprav še ni in seveda aplikacije, ki se bodo tukaj rojevale, bomo jih seveda poskušali čim bolj oplemenititi, to pomeni podatke, ki jih bo potem na koncu, ko bo satelit pripravljen za slikanje, bodo na voljo za obdelovanje. Ampak v tem trenutku v vesolju tovrstne kamere še ni. No, kako smo začeli, da mogoče malo razumete našo razvojno zgodbo? Začeli smo tam leta 2009-2010, torej pred nekje 10 leti, z podpisom prve pogodbe z takratnim podjetjem SSTL, torej Surrey Satellite Technologies Limited iz Guildforda v Londonu, kjer smo delali na tako imenovanem European Student Moon Orbiter z študentsko ekipo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ta ekipica, ki jo vidite spodaj na sliki, je ekipa, kjer imamo danes večino članov, ki so zaposleni v vesoljskem gospodarstvu, med drugim tudi nekateri, ki so tudi vodilni in pa zelo uspešni podjetniki. Tukaj nam je bilo prvič nekako podano strani Evropske vesoljske agencije, da imajo neko zaupanje v nas, saj so na njihovih spletnih straneh, torej na spletni strani Evropske vesoljske agencije ni tako preprosto priti, objavili tudi naše zamisli, kako si mi predstavljamo izgradnjo tovrstnih satelitov. In to nam je bila dovolj velika potrditev, da smo vedeli, da lahko gremo po tej poti naprej. No in sam satelit je seveda tako kot vsak otrok odraščal je skoraj celo desetletje. Na začetku so koncepti bili bolj konceptualni, jaz temu rečem, torej vedeli smo, katere elemente potrebujemo, ampak z trdim delom, z izobraževanjem, z raziskovanjem, z soočanjem z novimi problemi smo nekako prišli do tega zadnjega koncepta, ki ga danes tukaj vidite tudi kot model in dejansko v vesolju zaenkrat zelo dobro tudi funkcionira. Zdaj, mnogokrat se vpraša, kaj so pa tu neke tehnološke inovacije, kaj pa je tu nekaj novega. Pravzaprav na tem volumnu smo uspeli ustvariti sisteme, ki so strpni na napake in so sposobni blažiti napake, ki jih pričakujemo do mnogo večjih satelitov. Zdaj, mnogo od teh morda ne razumete, med zanimive spada definitivno procesorsko jedro Pico-Sky, ki vsebuje blaženje napak in pa pretokovne zaščite na tem komponentnem nivoju. Kakorkoli, na koncu vse te tehnološke inovacije rezultirajo v to, da je možno na teh osnovah graditi, torej to tehnologijo gojiti in ustvarjati nove produkte z novo dodano vrednostjo. Tukaj vidimo recimo primer tega našega primarnega tovora, torej gre za eno edinstveno miniaturizirano kamero, ki deluje v hiperspektralnem načinu na osnovi in-gas tehnologije v zelo specifičnem infrardečem spektru in sicer z 8 neprekrivnimi in pa 477 prekrivnimi spektralnimi pasovi. In tukaj vidite eno tako lepo testno sliko, ki smo jo napravili še takrat, ko je bila kamera na Zemlji.
Zdaj, kako smo s časom dvigovali tehnološko pripravljenost, pravzaprav sam projekt, ko se je ta projekt European Student Moon Orbiter nekako zaključil, v tem času so naši študentje se ogromno izobraževali po Evropi, torej bili so na vseh vesoljskih centrih Evropske vesoljske agencije, kot tudi recimo na tem segmentu podjetij in tako osvojili tista osnovna znanja, da smo lahko v letih 2013 do 2014 pripravili svoj koncept in z letom 2014 pričeli z izgradnjo samega satelita, ki je trajala nekje do leta 2018, kjer smo dosegli tehnološki nivo 7 in na to je prišlo do čakanja na izstrelitev. Torej, satelit je bil leta 2019, 8. julija integriran na nosilni nosilec nosilne rakete Vega VV16, to smo naredili na Nizozemskem. Žal pa je potem prihajalo neposredno do ogromnih prestavitev tega poleta, kakorkoli, na koncu nam je vseeno uspelo, smo v orbiti in v orbiti tudi delujemo. Ko govorimo o teh prebojnih tehnologijah, jih mnogokrat ljudje ne razumejo popolnoma, pa vendar, recimo tukaj imam en tak primer, kako se je slovenska prebojna tehnologija Pico SkyFT, gre za procesorsko jedro, kako ga je Evropska vesoljska agencija testirala. Torej, te teste nismo izvajali mi, več je Evropska vesoljska agencija zaradi svojih lastnih potreb ugotovila, da potrebuje to tehnologijo in so se spravili s tem v CERN. Torej, v CERN-u na ta velikem pospeševalniku so testirali pod izjemnimi količinami energije ionskih delcev naše procesorsko jedro in tako zgleda to, ko dajo, recimo tam vidimo spodaj ta procesor, no in kaj so njihovi zaključki, in na to smo bili izjemno ponosni, da je 100% safe, to pomeni 100% varen v izjemno težkih situacijah radiacije. Kot tako je iz te majhne misije, bi jaz rekel, iz tega majhnega satelita in iz teh tehnologij nastala izjemna razsežnost. Danes gradimo že nov satelit, TRISAT-R. Podjetje Skylabs, ki je pričelo s komercializacijo tehnologij, vidimo, da je ta komercializacija na mnogih segmentih, torej od OHB-a, kjer se gradi celotna platforma, do 66 satelitov, do recimo Hermes, kjer uporabljajo platformo, do najrazličnejših elementov, ki so začeli naslavljati ne samo vesolje, temveč tudi raziskovanje vesolja, kot naprimer Pajkove Cara, do tega, da se je pričela ta tehnologija tudi seliti v zemeljski segment. Na osnovi recimo te kamere je nastal nov senzor, ki omogoča recimo nastal nov senzor za gorenje, kjer lahko senzor je sposoben razlikovati med vrsto tkanine in povedati, ali gre za bombaž ali gre za katerokoli vrsto tkanine. Torej, nekako ne samo, da se je ta tehnologija razplantela v vesoljskem segmentu, temveč se je tudi pričela prenašati v zemeljski segment. Ja, in to je v bistvu to, kar sem hotel na kratko povedati. Morda bi še povedal, kje smo trenutno z samim satelitom. Torej, danes smo pripravili tu tak prikaz same telemetrije trenutno, ki se pobira iz samih satelitov. Morda so podatki precej nezanimivi. Trenutno smo pripravili do konca komunikacijski modul, napajalni modul in se v tem trenutku ukvarjamo z navigacijskim delom. Satelit držimo namenoma nekoliko v hladnejšem stanju, ker bo sledil vklop kamere. Tako da v tem trenutku pač slik seveda še ni, kajti ta postopek commissioninga ali priprave satelita seveda traja nekaj časa in tukaj ne smemo storiti napake, kajti vsaka napaka nas lahko stane pač sam satelit. Tako da, hvala lepa. Iskrena hvala dr. Krambergerju za tole predstavitev projekta TRISAT in satelita TRISAT.
celotne zgodbe, gremo pa k drugi zgodbi, in sicer k zgodbi in satelitu Nemo HD, ki pa jo bo predstavil nosilec projekta Nemo HD iz Centra odličnosti vesolje.si. Spoštovane in spoštovani, z nami je profesor dr. Tomaž Rodič. Tomaž, lepo pozdravljeni. Slišim, da se slišimo. Oziroma, Tomaž, mi slišimo vas. Ne vem pa, če vi slišite mene. Kakorkoli, z nami je Tomaž Rodič. Režijo pa bom prosil, da pomaha dr. Rodiču, da lahko začne s predstavitvijo. Pozdravljeni, se slišimo? Se slišimo. Najlepše bi pozdravil vse prisotne, še posebej gospoda ministra in njegovo ekipo za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo, župana občine Vitanja, direktorja centra Nordung in pa seveda vse, ki ste spremljali razvoj in izstrelitev obeh slovenskih satelitov. Še včeraj sem si močno želel, da bom lahko se zahvalil ministru in njegovi ekipi v živo tudi za vso podporo, ki smo jo doživljali ob teh naših naporih. Žal pa nas je po toliko dneh in toliko mesecih te misije, ki jo je močno zaznamovala epidemija COVID, začela trkati tudi na vrata moje družine in nažalost smo se včeraj potem iz varnostnih razlogov odločili skupaj z direktorjem centra, da kljub samo tole predstavitev naredimo prek spleta za boljšo varnost vseh prisotnih. Jaz bi vam rad povedal nekaj zadev v zvezi z našo misijo. Želje so seveda bile velike o tem, da bi govorili o vseh izkušnjah, ki jih imamo, vsem, kar se je zgodilo med samo izstrelitvijo in načrtih naprej, ampak strniti to v 15 minut, kar se je dogajalo v zadnjih 10 letih, je praktično nemogoče. In glede na to, da smo sredi trdega dela z zagonom satelitov, pravzaprav še do zdaj nismo zmogli zbrati vseh vtisov, vseh lekcij, ki smo se jih naučili v tem zadnjem času. Ampak lahko pa rečemo, da zdaj s tem, ko je naš satelit v orbiti, je postavljena še zadnja točka v našem celotnem sistemu, ki smo ga razvijali že več kot 10 let. Namreč naše sanje so se začele že kar ob začetku tisočletja, kako bi sestavili satelitske tehnologije, zemeljske postaje, delovanje podatkov in iz tega naredili marsikaj koristnega za družbo in za različne aplikacije, o katerih je bilo že kar nekaj govora danes. In tudi gospod Aschbacher je lepo nakazal tudi cilje, ki smo jih imeli in kaj smo dosegli. Naš satelit je mikrosatelit, ki smo ga razvijali od leta 2010 in pravzaprav, ko gledamo te intenzivne dogodke, ki so se dogajali okrog izstrelitve, zelo hitro pozabimo na to, da vesoljski posel ni samo to razburjenje okoli teh kratkih dogodkov, ko se prižgejo motorji na raketi in ko v 3 minutah dosežemo vesolje, ampak da je to pravzaprav na drugi strani, poleg vsega tega vznemirjenja, ki ga doživimo ob tem, tudi eno zelo dolga pot, polna trnov, polna poskusov in napak, tudi veliko upanja je vloženo v to, pa tudi veliko razočaranj na poti, ko se moramo vračati v tem. Zdaj, če bi hotel vse skupaj povedati, kaj se je nam na poti dogajalo, se pravzaprav kar težko zamisliti, da je celoten satelit, tak kot je zdaj odletel v vesolje, bil prvič sestavljen že leta 2013. Prototip je bil narejen, večina komponent, ki so danes v vesolju, je že takrat bila povezanih v skupno celoto in takrat smo že mislili, da smo zelo, zelo blizu našemu cilju, da bomo samo še preizkusili, ali delajo, celoten sistem deluje
pravilno in da bomo mogoče v kakšnem letu in pol po tistem že v vesolju. Žal pa so se zgodile prve zadeve, ko so vse te želje trčile na kruto realnost, ko vidimo, da pravzaprav vstop v vesolje kljub vsemu ni tako lahek, kot se sicer zavedamo, pa vendarle upanja so bila velika, da bomo že v prvo naredili sisteme, ki bodo odporni na vse obremenitve med izstrelitvijo, čeprav seveda na drugi strani načrtujemo zelo občutljive optične elektronske sisteme in jaz pravzaprav zmerom rečem, da skoraj da ne morem gledati vseh teh slik, ko vložiš toliko dela v to, da integriraš en kompleksen sistem, potem pa ga daš na raketo, kjer se z njim dogajajo zelo divje stvari. Tukaj je ena simulacija našega satelita, ki je bila tudi po teh preizkusih smo videli, da je bo treba še popraviti, da še ni dovolj vzdržen in zopet smo se morali kot človek nezi se vračati na začetek. Ampak tako kot je rekel že Sen Kramberger, na koncu smo uspeli smo povezati tehnologije, sestaviti dosti kompleksne optične in elektronske sisteme in sicer na tak način, da z izbranimi materiali lahko poletijo v vesolju in zdržijo vse sile, tako med izstrelitvijo, kot potem med delovanjem v orbiti. In mislim, da sta že oba predstavnika ESA lepo povedala celo o tem, da se ESA zaveda tehnologij, ki smo jih razvijali, tudi v njihove uporabnosti in kar veliko govora je bilo že o tem. Moram pa reči, da sem si takrat, ko smo načrtovali izstrelitev, sem si seveda zelo močno želel, da bo lahko širša ekipa iz Slovenije potovala na samo izstrelišče in pravzaprav tam doživela to, kakšne možnosti so se nam ponudile s tem, da smo člani ESA in kakšna velika infrastruktura nam je na voljo Sloveniji zdaj. Posebej sem si seveda želel, da bi to tudi recimo doživel minister in njegova ekipa, ker mislim, da šele takrat, ko smo pravzaprav živo, se pravzaprav zavedamo, kako velik korak je bil ta, da smo pristopili k ESI in da imamo zdaj na voljo celotno infrastrukturo za pripravo satelitov na izstrelitev, sama izstrelišča in potem tudi celotni kontrolni sistem. Tole območje, ki ga vidite na sliki, je približno med mestom Kourou in Sint-Marie. To je približno 60 km dolgo področje in malo več kot 10 km široko, se pravi 690 kvadratnih kilometrov, ki ga vzdržujejo Evropska vesoljska agencija in pa francoska vesoljska agencija CNES s prispevki vseh članov Evropske vesoljske agencije. In to je res nek velik pogon, ki ob vsaki izstrelitvi, ki se dogaja skoraj vsakih 14 dni, je potrebno zapreti ves pomorski promet, ob tem poskrbeti za varnost prebivalstva. Zelo velik sistem deluje za to, da lahko uspešno izstreljujemo evropske rakete in evropske satelite na njih. No in to je zopet en pogled na to celotno pokrajino, ki pokaže, kako vizionarski so bili naši predhodniki, ki so razvijali vesoljsko infrastrukturo v Evropi in omogočili to, da lahko v bližini ekvatorja, ki je zelo ugoden za izstreljevanje, imamo takšno infrastrukturo. No in zdaj, kot vidite, če mogoče malo pozorno pogledate, boste videli, da na vhodu v ta vesoljski center bi hkrati tudi slovenska zastava. To je bilo v času priprave naših satelitov in tukaj vidite, da smo bili kar v eminentni družbi ostalih, ki so pripravljali večje satelite na izstrelitev v tej misiji, vse mikrosatelite. S tem se je tudi videlo, da je vidnost Slovenije postala kar precej očitna, da participira z 2 satelitama v takšni pionirski misiji in da smo seveda zdaj postali člani te vesoljske družine. Seveda pa se je v samem vesoljskem centru dogajalo mnogo zadev. Tukaj sta moja 2 kolega, Ana Urbas in Martin Lamut,
ki sta takoj potem, ko je satelit prišel v francoski Gvajanski center vesoljski, se začela ukvarjati s satelitom, ga pripravljati na izstrelitev. Tole je že prvi uspeh, ki smo ga dosegli, namreč precej pomembno je, da učinkovito namestimo vmesnik med raketo in satelitom in videli smo, kako pomembno je to, ker ko smo preizkušali, nam je šlo relativno gladko, videli pa smo, kakšne so lahko tudi težave pri nekaterih drugih satelitih. No in ko smo namestili naš satelit na to strukturo, nosilno strukturo za male satelite, preverjali njeno delovanje, je pravzaprav nastopil prvi tak res vesel trenutek tudi zame, ko sem prvič začel močno verjeti, da nam skoraj nič več ne bo preprečilo tega, da bi dobili to mesto na raketu, da nismo naredili večjih napak, ki bi nas mogoče lahko izločilo. Namreč niso nepogosti pojavi, ko pač nekateri sateliti ne morejo poleteti in je treba namesto njih dati druge mase, ker niso pripravljeni na izstrelitev. No, in tukaj sem mislil, da smo že bili zelo, zelo blizu našemu cilju, ne. Takrat smo potem samo še nameščali drobne zadeve, tukaj Martin Lamut namešča antene, potem preizkuša še zadnje zadeve, ko je še računalnik, ko je še satelit pripet na zemeljsko opremo. Bili smo že zelo, zelo blizu, to je bilo marca meseca, ko pa so se začele pojavljati težave najprej v Evropi s covidom, ampak ne glede na to so tudi v francoski Gvajani potem morali zapreti vesoljski center in ne glede na to, da smo bili zelo blizu izstrelitve, smo morali prekiniti. In tole je najina pot, ko je bilo zelo težko vrniti se nazaj v Slovenijo prek Atlantika in tukaj peš prečkava mejo s Hrvaško, ker namreč letališče v Ljubljani je bilo že zaprto, so letela v Zagreb in tudi po velikih dramah potem prišla domov. No, to je pa potem že slika kasneje, ko smo zopet maja meseca poskušali iti na drug poskus izstrelitve. Takrat sva se z dr. Lamutom pridružila ekipi Avija, ki je sestavljala raketo in smo s posebnim letom lahko ponovno odleteli v francosko Gvajano na ponovni preizkus sestavljanja. No, takrat smo seveda morali prestati tudi karanteno in našli satelit v takšnem stanju, kot smo ga takrat zapustili. Od tu naprej so zopet potekale priprave po planu, prepeljali smo ga na enkapsulacijo. Tole je izgledal še zadnjo poslavljanje od satelita, preden bo šel v vesolje in preden smo ga prvič zaprli pod aerodinamični pokrov rakete, dvignili prvič na raketo, na konico rakete in moram reči, da so bili te občutki neverjetni, ko smo videli, da je raketa pripravljena na izstrelitev. Z dr. Lamutom sva bila izredno srečna, takrat je tudi nastala tale kratka izjava, ki smo imeli. Kaj je zdaj pripravljena, da ponese slovenska satelita Nemo HD in pristati v vesolje? No, raketa je sicer bila pripravljali smo se tudi v kontrolnem centru, ampak takrat ste vedeli, da tehnologija je bila pripravljena, vreme pa ne, in da so nas višinski vetrovi preprečili in da smo dobili po večkratnih poskusih potem tudi rdečo luč. In spet je bilo treba prekiniti naše priprave in ne glede na to, da takrat smo pripravljali, je bilo kar precej razočaran. Med nami je tudi en idejnih vodij rakete Vega in seveda smo morali zopet ponavljati to, ponovno čistiti satelit in tako naprej. Glede na to, da smo opozorili, da je čas kratek, bi sam rekel, da potem v tretjem poskusu, ko smo že drugič zapirali naše satelite pod pokrov rakete in jih prepeljali še enkrat na izstrelišče, to zgodbo verjetno večina izmed vas, ki ste spremljali, relativno dobro pozna. Kakšno veselje je bilo takrat, ko ne samo, da je bila izstrelitev, tisti prvi prihod v vesolje po 3 minutah uspešen, ampak da je bila uspešna tudi ta separacija naših satelitov.
nad Južno Korejo, takole sta odletela od nosilne strukture in potem je satelit naš Nemo HD začel samostojno pot po vesolju in se tudi potem prvič uspešno povezal z zemeljsko postajo v Sloveniji. Že kar po prvem preletu Slovenije smo lahko zagnali računalnik na satelitu. To je bilo prek naše UHF postaje na strehi Elektrofakultete v Ljubljani. No in že v drugem preletu je satelit začel pošiljati podatke na Zemljo. Zdaj primarno komuniciramo prek postaje, ki imamo v Pomjanu nad Koprom. In če pogledamo današnjo situacijo, bomo 6-krat v kontaktu z našo postajo, malo bom pospešil tole. Ampak vidite recimo, kje je satelit Nemo HD, kakšen je njegov domet, ta krog kaže krog, kjer lahko komuniciramo in že tole je bilo danes. Ta drugi prelet bo pa čez Slovenijo bo letel približno malo po poldnevu danes. In upamo, da bo vreme dovolj dobro, da bomo lahko posneli Slovenijo. Večkrat smo že odprli tudi kamero in začeli z delovanjem. Zdaj vreme v zadnjem času za naše poskuse ni bilo dovolj dobro v Evropi, kjer smo kalibrirali senzorje. No, tole je še mogoče animacija tega preleta, ki bo danes. Vidite, da bomo leteli nad zahodnim delom Slovenije in potencialno videli gore in morje, če bo vreme dopuščalo. Namreč vreme mogoče pri vas vidite nekaj lepše kot na Primorskem danes, ampak tole je pa že tudi prvi video. Odprli smo sicer nad Ameriko. To je ta širokopotni video, ki pokriva pas širine 70 km. Seveda pa lahko, odprli pa smo tudi posamezne kanale in primerjali natančnost našega satelita s Sentinelom. Moram pokazati, da prvi rezultati so res izredno obetavni, da bomo seveda kalibrirali naše senzorje še bistveno boljše in dosegali vse boljše posnetke, s tem, ko bomo harmonizirali delovanje vseh podsistemov. Ampak zelo smo veseli, da sistemi že delujejo, da že dobivamo posnetke in kažejo, da so vse vitalne komponente dobro preživele izstrelitev. Zdaj, mi smo še v fazi, ko bomo lahko interaktivno spremljali z našo novo tehnologijo, našo novo zemeljsko postajo, ampak tudi to bomo kmalu naredili. Moram pa reči, da sem se po izstrelitvi veliko časa potem še, ne glede na to, da sem se zelo želel priti nazaj v Slovenijo, takoj po izstrelitvi zadržal tam, ker se je odprlo toliko veliko novih priložnosti, o katerih bomo potem mogoče na okrogli mizi kaj več povedali. Ampak zopet čakajo nas novi izzivi, smo kandidati za eno največjih, ne največjo, ampak veliko misijo M5, tezel z astrofizikalno, z opazovanjem izbruhov gama žarkov. Potem Nemo HD je zelo velik kandidat za to, da bo prek Evropske vesoljske agencije in ostalih držav testiral video na odprti platformi. Tako da se nam je s to vidnostjo, ki je Slovenija dosegla v francoski Gvajani, se nam je odprlo tako veliko število novih priložnosti, da smo zdaj zelo zasedeni tudi s formuliranjem novih predlogov za nove projekte. Nekateri pa že tečejo, 2 večja projekta smo že podpisali in že teče, tako da naša ekipa polno dela. S tem bi se vam zahvalil za to, da bi povedal, da sistemi na satelitu delajo obetavno in da bomo zelo kmalu lahko tudi pokazali najbrž tudi dobre tehnološke demonstracije. Najlepša hvala. Hvala lepa, dr. Rodič. Ne vem, če slišite tale aplavz, ki je v dvorani v Vitanju. Videli smo lepo predstavitev, danes pa smo slišali že veliko zahval prav našemu zadnjemu uvodnemu govorcu, last but not least. K besedi res lepo povabim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška. Spoštovani direktor centra Nordung, gospod Dominik Kobold, vodja projekta
3SAT dr. Iztok Hramberger, vodja projekta Nemo HD profesor Tomaž Rodič, župan občine Vitanje gospod Slavko Vetrih, cenjene dame, gospodje, spoštovani podjetniki, člani inštitucij. Slišim, da vas je preko 40 vključenih v oba projekta. Veseli me, da gre za tako impozantno številko. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim v Centru vesoljskih tehnologij Nordung ob obeležitvi izstrelitve prvih 2 satelitov slovenskih v vesolje, ki se je zgodila, kot smo slišali, pa bili priča 3. septembra letos. Gre za vrhunski in zgodovinski dosežek slovenske vesoljske industrije, znanosti, na kar smo vsi izjemno ponosni. To moram poudariti še enkrat in da, če tako lahko rečem, tole predstavlja vsaj v mojem ministerskem delu na nek način krono, ko smo začeli pred leti s prizadevanji, da se bolj aktivno vključimo v Evropsko vesoljsko agencijo in po tistih prvih peripetijah 14, 15, 16 potem tudi uspeli narediti ta pomemben korak. Izstrelitev satelitov Nemo HD in 3SAT je zagotovo pomemben korak za Slovenijo pri osvajanju novih dimenzij in premikanju meja. Tokrat gremo z našo znanostjo in pa industrijo v vesolje. S tem smo naredili velik tehnološki preboj za Slovenijo in nas postavili ob bok velikim, zato resnično hvala vsem zaslužnim za to dejanje, slovenskim podjetjem, raziskovalnim inštitucijam, Evropski vesoljski agenciji in nenazadnje tudi Ministrstvu za gospodarstvo, ki je prepoznalo potencial in sofinanciralo izstrelitev obeh satelitov. Mislim, da gre za skupen znesek nekaj čez 3 milijone evrov. Satelita odpirata nove možnosti uporabe informacij pridobljenih iz vesolja v vsakdanjem življenju, industriji, kmetijstvu, energetiki in nenazadnje tudi v državni upravi. Druga prednost, ki jo prinašata, pa je pomen novih visokih tehnologij, ki so razvite z namenom za uporabo v vesolju, ampak tudi v drugih sektorjih. Sedaj smo v vesolju in pred nami je nov velik izziv. Kako in kam naprej? V naslednjih nekaj dneh se pričakuje podpis pridružitvenega sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo. To bo na področju vesolja odprlo nove priložnosti za dostop do finančnih sredstev, novih partnerstev in novih informacij. Posledično se bo lahko slovensko gospodarstvo hitreje razvijalo in ustvarjalo proizvode in storitve z višjo dodano vrednostjo. Tehnologije z področja vesolja lahko namreč posredno in neposredno prispevajo tudi k doseganju našega skupnega cilja, da postanemo pametno, kreativno in zeleno gospodarstvo. Sodelovanje vseh deležnikov in s povezovanjem za dosego skupnih ciljev je to dosegljivo. Želim si, da današnja okrogla miza postreže s konkretnimi predlogi, kje so nove priložnosti za že aktivna slovenska podjetja, kot tudi podjetja in inštitucije, ki na trg vesolja šele vstopajo. S svojim zgledom lahko pokažete, da vesolje ni nekaj, česar se je potrebno bati, ampak nova poslovna priložnost. Naj bo današnji dan spodbuda tudi ostalim deležnikom, da bi se povezovali in skupaj osvajali na nove poti v vesolju. Najlepša hvala za pozornost in veliko uspehov pri raziskovanju vesolja tudi v bodoče znanosti in pa slovenskim podjetjem. Hvala. Iskrena hvala ministru Počivalšku. Minister Počivalšek bo na voljo še nekaj minut na kratko zunaj za vprašanja in odgovore medijev.